Lepo pozdravljeni. Danes bomo ponovno pogledali čez mejo. In sicer z mano je Ilija Ota, novinar, glasbenik, igralec. Sem še kaj pozabila? Ne, prav. Malo manj novinar pravzaprav. Bolj radijski voditelj kot novinar. No. Si pa, glede na to, da si zamejec, zelo veliko pred mejo. Sem, kar precej tudi v zadnjem času. Sodelujem pač v raznih gledališčih v zadnjih letih, tako da me je to pripeljalo spet malo bolj v Slovenijo. Ja. S katerimi pa sodeluješ, recimo zdaj v zadnjem času? Zdaj sem v eni krasni predstavi, ki nosi naslov Pegule, avtor je Iztok Mlakar, in to je bila sicer produkcija Auditorija Portorož, in če se ne motim, ena izmed prvih oziroma prva produkcija te hiše, s katero trenutno hodimo in igramo po Sloveniji. Zdaj nekako obstaja neka legenda, da čim je Iztok Mlakar zraven, so vse predstave razprodane. Je tudi zdaj tako? Ni legenda, ja, je tako. Super, kako pa si pravzaprav prišel zraven? Ali recimo obseže glas o audiciji tudi preko meje? Ne, zgodilo se je, da me je lani poleti poklical Vito Taufer, ki je tudi režiser predstave, in me je pač vprašal, Ilija, bi imel kaj časa, da bi sodeloval z nami, pripravljamo to in to predstavo. In nisem razmišljal v resnici, sploh nisem pomislil in sem rekel tako, ja. Pa imaš, ponavadi sicer tako izgleda, da te pač pokličejo ali sploh hodiš na audicije? Meni se je vedno audicije kot take za kak projekt nisem še nikoli naredil. Tako je bilo vedno, da me je nekdo poklical in potem sem začel sodelovanje. Si pa študirani igralec, kaj ne? Sem študirani igralec, ja, na pol recimo. To pomeni, da si zaključil predčasno ali? Nisem nikoli zaključil akademije. Čemu? Gremo v prazgodovino, na hitro. Jaz prihajam iz Boljunca, to je ena majhna vas zraven Trsta, se pravi, sem odraščal vedno v Italiji in obiskoval pa slovenske italijanske šole s slovenskim učnim jezikom, se tako reče pri nas. In potem takoj po študiju sploh mi ni prišlo na pamet, da bi nadaljeval v Italiji, ampak sem šel takoj v Ljubljano. Izhajam pa iz kmečke družine. Moj oče je imel kmetijsko podjetje, ker je gojil trto in oljko, proizvajal je vino in olje. Mene pa je vleklo pač v druge vode, mene je zanimalo drugo, in glasba in teater. Tako da sem se vpisal na sprejemne izpite, sprejemce opravil, takoj, bil za 2 leti tam in zdaj, to bi se v Italiji reklo, to je perfektno, ti vudel dolore je zdaj to. Se pravi, se bomo zdaj jokali, ker je, in to je funkcioniralo na televiziji vedno, na koncu mojega 2. letnika sem jaz zgubil očeta, je umrl moj oče. Tako sem se odločil, da bom prekinil študij, da se bom vrnil domov in da bom prevzel, kar je bilo pač njegovo delo. Star sem bil 21 let in prevzel kmetijo. In kmetija še deluje? Kmetija ne deluje več, v tej obliki vsaj, ali recimo to vedno več v letih je počasi pojemalo to delovanje, tako da bi jaz se ukvarjal s stvarmi, s katerimi sem se res želel se ukvarjati. Torej si povsem opustil kmetovanje. Mnogo ljudi se zdi, da se nekako vrača danes na kmetije. Kako pa recimo v tvoji vasi je že izpraznjena? Je podmladek? Ne, obstaja. Je kot praviš ti, veliko ljudi se vračajo k temu ali začenjajo. Če govorim zame vsaj, kar je najbolj pomembno, je imeti pri takem poklicu tako strast, da je nimaš za skoraj ničesar drugega. Vse velja za vsak poklic, ki ga upravljaš, za kmetijstvo pa še predvsem. Ker je toliko težav znotraj takega tipa poklica, da moraš imeti res neko vero v to, kar delaš. Torej, od takrat naprej si v Italiji, v svoji rodni vasi pravzaprav. Si pogrešaš kaj mogoče Ljubljano, ta kulturno vrenje, da ne rečem, je malce drugačno, ko sploh primerjavi z slovensko obalo, ne vem točno, kako je v Trstu. Ja, je drugače, gotovo. In jaz, če povem po pravici, ga sploh ne poznam tako. Ker me že veliko let ni v Ljubljani na tak način, da bi obiskoval teatre, kraje, ljudi. In da to doživiš, moraš res biti več časa v določenem kraju, kot je Ljubljana, na primer. Jo pogrešam, ja, na nek način, po drugi strani pa lahko vse te stvari, o katerih se zdaj pogovarjava, ustvarjaš tudi drugje.
Ja, predvsem se zdi, da včasih pomankuje ljudi, ki bi v svojem domačem kraju pravzaprav ustvarjali nekaj novega. Ti vendarle si eden od njih, kaj ne? Sem nekako, ja. Zdaj, če vseeno ostaneva za trenutek še pri udejstvovanju v gledališču, glede na to, da nisi zaključil AGRFT-ja, je to včasih omejitev pri tem, da bi lahko sodeloval s kakšnim gledališčem? Je gotovo na nek način omejitev v smislu, da kar zadeva zelo enostavno neke zaposlitve v neki ustanovi, verjamem, da je to tudi to, kar pa se tiče drugega, ne verjamem, da je to taka velika omejitev. Ne? To seveda pomaga kot pri vsakem poklicu, da stkeš neka poznanja, da si v stiku z ljudmi, ki se ukvarjajo s tvojim poklicem. Ni pa, mislim, zaradi tega pa nisi prikrajšan nekega dela nekih služb, po mojem. Ne nujno. Kaj pa recimo s Slovenskim stalnim gledališčem v Trstu, kaj sodeluješ tudi? Tudi. Bom sodeloval pomladi, sem pa v preteklosti že igral in pisal glasbo tudi za predstave, kar je bilo zame odlično. Zdaj, kako pa se lotiš pisanja glasbe? Moraš najprej videti predstavo? Ne, ponavadi se je vedno dogajalo usporedno. Najprej izhajamo vedno iz teksta, iz zgodbe kot take in v sodelovanju z režiserjem, v smislu, da on najprej predstavi in pove, glej, jaz bi rad to in to in to in to, ali pa se je tudi zgodilo, da recimo so mi pustili proste roke, v smislu, ti daj kaj ponuditi in potem bomo skupaj oblikovali celotno zadevo. In katere inštrumente uporabljaš za to? Odvisno od projekta. Zgodilo se je, recimo, da sem uporabil od najrazličnejših klaviatur, sintov, bas, električne kitare, bobnov, vsega, do tega, da sem enkrat samo z eno akustično kitaro naredil celotno glasbo. Tako da ni nekega recepta. Se treba lotiti in potem najti pot. To je bila neka španska predstava? Ni bila glih, bolj taka italijanska. Ampak z juga? Z juga, ja. Kje si se pa pravzaprav naučil igrati inštrumente? To si se sam naučil vsega? Ja, sam, ja. Zdaj ne moram reči, da sem glasbenik, ampak to mi je vedno bilo všeč, vedno pri srcu in sem vedno investiral ogromno časa tudi v to. Da sem vadil, da sem se izpopolnjeval, nekako ustvarjal in to vedno nekam pripelje. Zdaj pravijo, da ljudje, ki jim gre dobro glasba in gre dobro tudi matematika, je bilo tudi pri tebi tako? Ne. Matematike sem se vedno bal, sem imel prav fobijo do matematike. Kako pa ti je bilo sicer obiskovati, recimo, kako si že rekel, italijansko šolo s slovenskim učnim jezikom? Mislim, da se tako reče, ne vem, če je točno, ampak ja. Ti je bilo mogoče nenavadno, kako recimo v tvoji vasi, ali tam je slovenščina pogovorni jezik ali se večinoma govori italijansko? Ja, seveda je pogovorni jezik. Naša slovenščina je malo bolj posebna, ne? V smislu, da seveda baza in večina besed je neka primorščina z drugačnim prizvokom, recimo. Določene besede pa so samo in izključno v italijanščini. Recimo, ne vem, doma ne bom nikoli rekel, daj oblačila v pralni stroj. Poslušaj, daj una štraca v lavatriče. Ne, tako se govori nekako, ne? Da določene besede so pač v italijanščini in konc. Ne pa večina. Absolutno, slovenščina je na prvem mestu. Pa si imel potem probleme s knjižno slovenščino, ki ste se verjetno učili v šoli? Ne toliko probleme, ampak naprimer, ko sem šel študirati na akademijo, s tem, da je bilo treba se specifično učiti jezik. Tam je bila pomembna dikcija, pravorečje in vse te zadeve, tako da je bil zame, ne rečem tuj jezik, ampak skoraj na tem nivoju, na neki točki. Si imel problem, so recimo hoteli od tebe, da govoriš to, da ne rečem, ta mrtev jezik, to slovenščino, ki pravzaprav nikjer ne obstaja, ki ima odsotnost vseh dialektov in se govori res samo na gledaliških odrih. Tako, ni da nikjer ne obstaja, obstaja na gledaliških odrih. In je prav, da obstaja, v resnici. In seveda so to zahtevali od mene. Meni pa je bilo to zelo težko, ne? Ker je pomenilo prav vse odtrgati od recimo moje zgodbe, mojih korenin in takrat kot mladi človek, ne vem, meni se je to zgodilo in se mi zdi tudi
da je to pogosto. Ko smo mlajši, smo večkrat bolj zaprti za določene stvari. Ali imamo več predsodkov tudi, ali se bojimo, da nas bo, ne vem, neki sesulo in totalno zbrisalo, ne? Kot je bil zame jezik. Jaz sem se zelo poistovetil z mojim načinom govora in z mojim jezikom, ker sem do takrat skoraj samo to poznal, ne? Nisem pa pomislil, glej, nauči se tudi te obrti, ker bo samo en dodatek zraven. Ne boš pozabil ti tvojega narečja ali tvojega glavnega jezika, no? Pa ti je bilo kaj nenavadno, recimo sploh, ko govorimo o jeziku, menda se tudi na gledališčih recimo izpušča že i pri nedoločnikih, ne? Ja. Da je vseeno malo bolj, da ne rečem, slengovsko, ampak do katere mere pa pustijo to sproščenost v jeziku pravzaprav? To je prav, po mojem, odvisno od registra predstave. Ali od registra programov tudi, na primer, ne? Dam en primer. Recimo Shakespeare, ne? Če se igra Shakespeare ali eno tako klasično predstavo, seveda se jo lahko predstavi tudi v nek modern čas ali moderni jezik. Ampak kako bi to zvenelo, če bi igrali Shakespearea in bi igrala midva vlogi, jaz bi govoril po primorsko, ti pa po štajersko, en drugi po... Je lahko tudi to nek način, ampak je seveda lepše zveni, če imamo vsi nek uniformiran način govora, ne? Pravzaprav. Tudi za oddaje velja. Naprimer, če mislim tudi na moje radijsko udejstvovanje, sodelujem v jutranji oddaji Radia Trsta, ne? Jutranji val je naslov te oddaje, in je taka pogovorna, sproščena jutranja oddaja, recimo, v katero paše tak tip govora, ki ga imam zdaj. Magari brez, da bi se toliko zapletal, bi bilo boljše. Ne? Če pa bi šel nekod za brat novice, naprimer, ne? Za novinarja, kot si ti prej rekla, kar nisem, bi pa bilo nujno, da jaz imam čist in perfekten govor. Ne? Pa so te na radiju tudi kaj učili govora? Ne, na radiju sem obiskoval tečaj, šli smo v Ljubljano na en zunanji tečaj in to je bilo zame zelo koristno in perfektno. Menim pa, da bi bilo pomembno, da še bolj delamo na govoru in smo vedno bolj sproščeni v tem in vedno bolj, da vemo pač več stvari. Ja, se mi zdi, da ko govoriš slovensko, ne govoriš tako slovensko, kot si rekel, da govorite v domači vasi. Res se trudiš z izbornim jezikom, uporabljaš kaj anglizmov mogoče, to je zdaj v slengu zelo popularno. No. Yes, sir. Yes, sir, to mislim, ne pretirano, ampak nekaj jih uporabljam, ja. Ker recimo, ko si odraščal v Trstu, zdaj pogosto poslušamo o recimo nasilnih napadih na ljudi, ki govorijo v slovenščini, ampak to seveda od starejših ljudi. Danes večinoma slišimo o kakšnih mazaških akcijah, o grafitih, ki so sovražno nastrojeni. Kako pa si recimo ti kot slovensko govoreči videl to situacijo, sploh recimo v teh nedolžnih najstniških letih? Dogajalo se je, ne? Dobivali smo se na kampetu, se pravi na igrišču kot mularija in sta bili vedno dve skupini, ne, recimo, s katero smo se igrali, in Slovenci in Italijani, ne. In je prišlo večkrat do takih, kako lahko rečem, žalitev, zmerjali so nas z besedo ščavi, ne, ščavo, to je sužen bi bilo dobesedno. In ta beseda ima svojo zgodovino in tako naprej. To se je pač dogajalo in ni prijetno, če slišiš od nekoga drugega, da recimo te imenuje, ali te imenuje na tak način. Čez to pa ni nikoli šlo. Nikoli. To pravi, v moji izkušnji. Tepal se nisi v življenju? Nisem se, ne. Tudi tepli te niso v življenju? Oziroma enkrat se je zgodilo, ne bi rad delil te zgodbe. Ampak sicer pa nisi občutil neke sovražnosti, nastrojenosti, če si govoril recimo slovensko na ulici? Ne. Je to res nekaj preživetega, da tako rečem? Ja, recimo, če govorim zase, to sem doživel, edino, kar sem doživel, je bilo v najstniških letih. Potem naprej nikoli, na tak način ali v tej obliki. Ne. Kaj pa recimo sprememba meje, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo in je vstopila tudi v šengenski prostor, je bilo tukaj občutiti kakšno spremembo? Mogoče je več ljudi začelo prihajati iz te strani meje ali kaj podobnega? Mogoče ja,
zdaj gremo v leto, če se ne motim, 2004-2007, tista leta tam okrog. Jaz sem bil premlad, da bi lahko opazil kaj takega na moji koži prav. Takrat sem bil star najstnik, prav 15-16 let in sem imel marsikaj drugega po glavi, ne pa šengenski sporazum. Kje si pa srednjo šolo recimo obiskoval? V Trstu. V Trstu, se pravi, si moral javne povezave, imate dobre? Glih dovolj, da smo lahko šli v šolo in nazaj šole. Vožnje so bile kar dolge v resnici. Je bilo mene 45 minut po mojem z avtobusom v eno smer in v drugo. Ampak sem poslušal ogromno glasbe. Kaj pa danes recimo so javne povezave v Trstu? Kaj boljše ali si pač zaprisežen avtomobilu, ker brez njega ne gre? Tako je, ja. Avtomobil. Tako da tudi na to vprašanje ne bi znal odgovoriti tehtno. Nič zelenega torej od tebe, ne? Še kmetijo si opustil, avto vozi. Tako je. Veliki onesnaževalec. Ja. Največji v Evropi. Se pravi, tudi oljke si opustil? Za oljke je malo lažje skrbeti menda kot za trto? Je malo lažje, ampak odvisno od obsega seveda in kateri je tvoj cilj pri vsem tem. Ne? Meni enostavno ni nikoli zanimalo. Potem z leti sem prišel do tega dognanja. Meni zanimalo rast in se razviti v tisto smer. Enostavno. Ni bila nikoli moja ambicija biti dober oljkar ali dober proizvajalec olja. Čeprav, ko sem se s tem ukvarjal intenzivno, sem to delal seveda resno. Sem se izpopolnjeval, sem se učil, kako na najboljši način, glede na moje razmere in s tem, da sem tudi vedno skušal vsaj skrbeti zase, za moje dobro počutje znotraj vsega tega, kar je najbolj pomembno po mojem. Imaš potem kakšen dober nasvet, kako prepoznati dobro oljčno olje? Zdaj je veliko ponaredkov na trgu. Ja, kar veliko ponaredkov, seveda. Dober nasvet za oljčno olje. Po vonju, naprimer, po okusu, zdaj bi morali imeti midva namesto vode, dva vzorca olja in da bi naredila pokušnjo ta pravo. Zdaj tako na mrzlo ti ne bi znal povedati. Letošnje bero si že probal? Nimam pojma, ne me spraševati o tem. Ne, sem alergičen zdaj na to. Velja, okej. Potem pa preveriva še malce tvojo glasbeno kariero. Kdaj se je ta začela pravzaprav? Jaz sem se začel ukvarjati z glasbo. Moj prvi instrument, zdaj gremo spet v prazgodovino, moj prvi instrument je bila mandolina. V osnovni šoli smo igrali mandolino. Na moji vasi je bilo pač tako, da je obstajal tamburaški ansambel, ker so igrali starejši vaščani, nekaj jih je bilo. Tako da otrokom, namesto da bi v osnovni šoli da bi jim dajali flavte in te frulice, na katere se igra, z vsem spoštovanjem za frulice in tako naprej, ampak so nam dajali, vsak je igral mandolino pač. In tistemu, ki je bilo posebej všeč, je šel še popoldne s profesorjem, z učiteljem še igrati. Jaz sem bil eden od teh in mi je bilo to zelo všeč, ko sem bil mali. Potem sem slišal Eminema, sem bil na enem koncu osnovne in tam je bila druga faza, Jimi Hendrix pri 15 je bila naslednja in potem sem začel ustanavljati prve bende. Ne? In kateri je bil prvi bend? Prvi bend je bil, sploh ni imel imena. 3 prijatelji smo bili, jaz, Marko, Walter in Dejan in smo ustvarili tale bend in potem prvi pravi bend pa so bili Colored Sweat, se pravi barvani pot in ta bend še vedno obstaja. Kaj pa igrate, da povej kaj več o bendu, žanr, koliko vas je? Prav, ker je ta bend nastal, ko smo bili stari tam 18 let približno, se pravi konec srednje šole, je vsak od nas prinesel nekaj svojega. Ne? Recimo, meni je bil vedno všeč rap in funk glasba, to je bilo meni najlepše. Bobnar, ki je študiral na konservatoriju, je bil mahnen na Franka Zappo. Pevcu so bili všeč Dorsi, tako da vsak je nekaj prinesel in smo ustvarili to. Je bila recimo kot nek šotor, kjer vsak vleče v svojo smer in prav zaradi tega je šotor stal po konci, ne, recimo. In še basist je bil zraven Milan. In potem bend se je razširil, prišli so pihalci, tako da na neki točki nas je bilo kar 9 v bendu. Pihalci, klaviature in tako naprej. Sliči se malo kot ska band. Nismo nikoli igrali skaja, ne. Baza, kot sem rekel, je nek funk rock recimo in potem vsak vstavi nek svoj pridih. Pa še igrate? Še igramo. Manj sicer, ker potem življenje se pač razvija, vsak dela svoje, eni imajo otroke že, ampak skušamo čim več biti še vedno dejavni. Lahko pričakujemo kak koncert? Lahko pričakujemo kak koncert, ko bo, se bova spet slišala, Pija, in bom prišel sem na promocijo koncerta. Velja. Sicer pa, kje bi lahko takole za mejo
sploh koncertiral? Ker tudi v Trstu se marsikdo pritožuje, da je teh prostorov vse manj in manj. Res je. Po mojem, mi smo bili zadnja generacija, ker se je dalo še igrati tako po lokalčkih. Danes lokali si ne vzamejo več oziroma odgovornosti, verjetno ne vidijo v tem nekega potencijala, da bi pritegnili ljudi, publiko in stranke konec koncev, ker glavni interes, in je tudi legitimno, glavni interes lokala je, da pač lokal živi naprej in da ima čim več ljudi. Z glasbo pa mislim, ne vidijo glasbe kot sredstvo, da pridejo do tega. Je postalo nekaj lokalov, ki so legendarni v Trstu, eden od teh je Antico Spazza Camino in tega vedno priporočam, ko grejo. Tam se ne igra prav koncertov kot takih, ampak se džema tam. So instrumenti, ljudje igrajo, pridejo in kdorkoli želi, igra. Vse dni v tednu. Kako? Vse dni v tednu. Četrtek je glavni dan. In če ne, kak drugi dan. Zadnjič so bile punce, ki so plesale tip-tap, na primer. Ljudje so igrali in one plešejo tam vmes. Tak lep kraj, živ je. Kar se pa tiče drugih, ni toliko več. Prav, zdaj si omenil enega, potem pa obupal? Ne, Hangar teatri je, to je mala dvorana, recimo gledališče, ker prirejajo tudi gledališke dogodke, predstavitve knjig in razne in tam se tudi igra in kar nekaj slovenskih glasbenikov je tudi igralo tam. Obstaja gledališče Mjela, na primer, kjer je tudi to. Ampak tam moraš sedeti med koncertom. To so vsi kraji, kjer moraš sedeti med koncertom? Ne vsi, Hangar ne. Ta Antico tudi ne, to je lokal praktično. V Mjeli pa, če se ne motim, vsake toliko cajta odvintajo stole in se da tudi imeti malo več fešte. Ok, mislim, da sem ga videla stoli še. Tako da vzamejo si pa kar veliko naredijo za to, da imajo torej dvorano brez stolov. Nekako. In to je to. To je ogromno mesto, pa vendarle si zdaj omenil si pravzaprav tri lokacije. Kaj pa recimo kultura skvotov, mladinskih centrov? 1-2 sta še obstajala, kakšne 3 leta nazaj? Kultura česa, prosim? Skvotov. Kaj je to? Se pravi teh alternativnih prostorov, kjer imajo potem take bolj punkovske koncerte. Aha, ala Metelkova recimo. Tako. Tega, da bi jaz vedel... Bolj na hribu gor. Samo so jih, saj za zadnjega, ki vem, so se 3-krat preselil zaradi tega, ker nikoli niso bili sosedje zadovoljni. Kje je to, prosti? To pa zdaj ne poznam tako dobro, Trsta, žal. Ne, ker jaz ne bi vedel za en poseben prostor, kjer bi se dogajal tak tip koncertov ali da bi bila taka scena nekje. Pa si sam poskusil kaj takega? Kaj pa? Ja, ustvarite tak prostor? Ne, nikoli. Kaj pa recimo ustvarjaš sam? Si vedno del kolektiva ali imaš tudi kak svoj lasten projekt? Točno, dobro vprašanje. Ne, jaz ponavadi sem bil vedno tak, recimo, če bi mi dva vozila rally ali pa sidecar, jaz ne bi imel nobenega problema biti v nekje zraven in ki gleda, kam gremo, pot. Se pravi, v določenih primerih se zavedati tudi, se zavedati. Jaz sem tak po karakterju, da če je potrebno, gremo v prvo vrsto, na primer, recimo, pri predstavi si vzamem svojo točko, svoj trenutek. Je pa tudi zelo pomembno vedeti, kdaj moraš pa biti v support nekomu. In jaz sem bolj ta tip človeka, po mojem. Raje v zboru kot z glavnim monologom? Ne, raje ne, niti ne v zboru. Sem nikoli igral v zboru. Ne najdem zdaj nobene prispodobe tako na hitro, ampak prav zaradi tega, po mojem, nisem bil tako iniciativen pri ustvarjanju neke moje. Zdaj pride Ilija Ovta in pripravi nekaj. Ne, meni je tudi v redu, da je nekdo, ki pripravi, jaz pa sem ob njemu in pomagam. Tako je po mojem, zdaj, če pomislim. Zanimivo vprašanje. Katere so pa kaj vloge, ki si jih igral? Recimo, prej si omenjal Shakespearea. Si Shakespearea mogoče igral kdaj? Sem igral enkrat, ampak nisem bil dovolj zrel recimo za to. Se prav spomnim, igrali smo v gledališču v Kopru, s katerim sem tudi sodeloval in so bila vedno krasna sodelovanja. Predstava je bila Vihar.
In jaz sem mogel v teatru, pardon, ti skačem stolom. V teatru je zanimivo, da skozi vloge tudi vidiš, v kateri fazi življenja si. Ne? Recimo, ko si mlajši, igraš te mladeniče, raznorazne. Potem, ko začneš igrati ljubimce in tako naprej. Ko začneš igrati očete, si šel že v drugo fazo. Okay, jaz sem bil v fazi teh ljubimcev in pri Shakespeareu so kar tipični. Ne? In napotek režiserja je bil takrat, da mi igrati mladeniča, recimo kot če bi danes bil eden od tistih, ki se vozijo z motorinom in imajo čelade tle gor, veš, tipo gel in tako. Jaz pa nisem mogel takrat, mislim, žal mi je bilo, ampak nisem mu znal dati nazaj, kar je hotel in sem naredil malo po svoje. Tako da to je bila ena od teh vlog. Tega mladeniča s čelado, ki ga nisem bil sposoben odigrati. To je bila ena. Recimo, najljubši lik mi je trenutno ta zadnji v predstavi Pegole, ki sem jo omenil prej, in to je Ferruccio Bagatelli. Že samo ime, ko sem prebral Ferruccio Bagatelli, jaz sem se kar zaljubil tega človeka. Po domače rečeno, to bi bil v tržaščini en trapoler. Trapoler je, poznaš ta izraz? Lahko ga razložiš? Trapoler je praktično nekdo, ki meša z raznoraznimi zadevami, predvsem z denarjem. Ne? To je trapoler, to je definicija trapolerja in to zelo rad igram. Kaj pa recimo igra pred kamero? Te je to kdaj zanimalo? Si imel že priložnost ali te sploh ne zanima? Na akademiji smo imeli prav predmet, je bil en semester igra pred kamero. Sodelovali smo z režiserji, ki so seveda zrcalno imeli ta isti predmet na njihov način. Je bilo kar naporna izkušnja. Sem pa enkrat sodeloval v eni italijanski seriji. Nekaj snemalnih dni, nič tako posebnega, ampak sem imel nek uvid, kako izgleda ta svet. Ja, bi me zanimalo tudi to počasi. Zakaj ne? Pa je velika razlika med recimo igranjem na odru in igranjem pred kamero? Je velika, ker vse, kar se zgodi na odru, je anglizem, one shot. Je v tistem trenutku in potem gre naprej. Ne glede, kaj se zgodi, če narediš prav, če narediš narobe, in kar mi je najlepše od odra, da se moraš ujeti. Karkoli se zgodi narobe med navednicami, si tam in kaj zdaj? In se moraš ujeti. Pred kamero pa je drugače. Karkoli se zgodi, se zmotiš, gremo nazaj, popravimo in tako. Sta res dva različna tipa dela. Med drugim pred kamero, pri igri pred kamero, ko se nekaj snema, ni publike kot take. Ne? Oziroma so vsi seveda, ki delajo okrog tebe, sam nihče ti ne sledi na tak način kot živa publika, recimo. Kaj pa potenciranost gest, glasnost govora, je tudi v tem razlika? Seveda je, gotovo je. Jaz nimam toliko izkušenj, da bi lahko zdaj govoril res razčlenjeno, ampak gotovo način igre se korenito spremeni. Kaj pa te je pravzaprav gnalo, da si se odločil, da boš šel na AGRFT od vseh možnih fakultet? Dario Fo. Ko sem bil mali, je moj oče kupil eno kaseto, kjer je bil Mistero Buffo Dario Foja. Dario Fo je bil eden največjih gledališčnikov našega časa, pisec, igralec, Nobelov nagrajenec, med drugim, tako. In jaz sem videl tisto kaseto, ko sem bil mali, in tolikokrat sem jo pogledal, da sem jo pretrgal, po moje, ne obstaja več tista kaseta. In v bistvu oni v tisti predstavi, prav to Mistero Buffo, skozi stare misterije, ki so bile srednjeveške zgodbe iz Svetega pisma, jih je predstavljal, uprizarjal in imel tudi zelo močna sporočila, recimo in politična in družbeno-kritična, in pred vsakim od teh nastopov, kjer je sam igral več vlog, to je bil, ne vem, imel po 50 majhnih vlogic znotraj teh dolgih monologov, ki jih je imel, je tudi razložil, je povedal, zdaj bomo gledali ta prizor, ki govori o tem. Jaz bom to povedal in avtor je želel to sporočiti, oziroma o džularjih je govoril, se pravi potujočih igralcih v srednjem veku. In to me je takrat prevzelo. Se pravi, en sam človek na odru, brez scene, brez ničesar, ki ti nekaj pripoveduje in ki ti sporoči nekaj zelo močnega tudi. To je bilo. In predvsem to je bilo zanimivo pri njemu. Je izhajal nekega časa, ker je bila politična angažiranost zelo
močna, on sam je bil tudi zelo politično angažiran. Naprimer, on se ni klanjal, ne? Nikoli. Po koncu predstave se ni klanjal. Ne? Ker v njegovem je bilo pač kot ti si, kot delaš ti peka ali pa voznika ali pa ministra za infrastrukturo, ti ni da se klanjaš, ko mi narediš kruh ali prodajaš. Jaz naredim pač moje delo igralca in se ne bom zdaj sklonil pred tabo. Ne da bi bilo to recimo nek agresiven način, ampak pač kar je prav je prav. Mislim, zanimivo. Potem pri 16 sem spet začel gledati DVD-je, takrat, ker tehnologija je šla naprej, Mr. Robufo je ostal tak. In v to sem se zaljubil in to prinesel na akademijo tudi. Ko greš na sprejem, se moraš predstaviti nekaj monologov, eno pesem, en odlomek in eden od teh monologov je bil prav iz Mr. Robufa. V italijanščini si ga izvajal? Nope, v slovenščini. Vse si moral verjetno v slovenščini, drugače te ne bi razumeli? Seveda, ja, gotovo. In zato je bila pa zelo koristna, pred akademijo je obstajala še nek gledališki tečaj obstajal v Slovenskem stalnem gledališču po imenu Studio Art. In to je bila zelo, vsaj zame, zelo pomembna faza, ker jaz sem se ukvarjal s teatrom že, recimo na vasi smo imeli mi našo božičnico, kjer smo igrali in prve predstave in tudi tisto je bilo krasno, ampak tam se je šlo malo bolj zares, recimo. Imeli smo 2 mentorja, Boris Kobal je bil in Sergej Verč. Sergej Verč je bil moj mentor takrat in je bil eden od najbolj pomembnih ljudi zame za to mojo pot. Ker je on prav on takrat izbral, letos delamo Mr. Robufo in vidimo, kaj se zgodi. In sem imel veliko strast do tega, ogromno. In koliko vlogic si ti igral? Kolikor je bilo pač potrebnih, ne? Če znotraj monologa, ne vem, monolog je bil o Kristusu v Kani, ki spremeni vodo v vino, je pijanec, ki je bil glavni pripovedovalec tega, potem je nastopil, ne vem, nevesta je nastopala mama od neveste, Jezus, Marija, povabljenci, tako da je bil monolog tako zgrajen, pač da je bilo ogromno njih vlog znotraj tega. In to meni je bilo krasno. Si torej v prvem poskusu uspel opraviti sprejemne izpite za Agrafota? Sem. To malo kdo se lahko s tem pohvali. Sicer pa, ko si omenil, ste v tvoji vasi v kulturnem domu igrali predstave ali v cerkvi? Kulturnem domu. To je torej veliko kulturnih domov še obratujočih? Ja, jih je. Vsaka vas ima svojega praktično in se skuša po vseh močeh jih obdržati še vedno žive, ker so bili, recimo vsaj zame, za moje odraščanje, kar pomemben element, moram povedati. Recimo pri igranju mandoline, tudi tam, vadili smo v kulturnem društvu. Vse, kar je bilo recimo tega gledališkega udejstvovanja, sestanki za pust, tudi so se tam dogajali in pust je zelo priljubljen pri nas, zelo občuten še vedno, ne? Tako da kulturna društva igrajo še vedno pomembno vlogo v našem prostoru. To pomeni recimo, ker v Sloveniji je zelo pogosto, se pravi, tega je potem v manjšini, potem pa večinoma hodijo tja, ne vem, stand-uperi, pa razne starlete. Je tudi tak večinski program? Ne, tega ni pri nas. Zaenkrat. Sicer pa pust, kakšne so navade? Kurentov verjetno nimate? Ne, kurentov nimamo, so pa sprevodi po vasi, ne, recimo vsaka vas ima svoj dan tudi, ne, recimo v mojem koncu si vsak porazdeli glavni dan pusta in se gre pač od hiše do hiše, domačini odprejo vrata, pripravijo neko zakusko, neko jedačo in se gre pač tako in seveda obvezna je godba, ne, tudi. Pa imate kakšne posebne maske, mogoče? Ne, vsak se obleče, kar pač želi. Aha, tako lahko priješ kot Superman? Zakaj ne? Seveda. Jaz sem v zajca oblečen ponavadi, naprimer. Prav ponavadi? Ja, ker imam tisto obleko, veš, zimske obleke morajo biti tople, ne? Zajce je najboljša obleka. Zdaj z globalnim segrevanjem boš moral mogoče malo zamenjati. Ja, dal kaj drugega, recimo tropskega zajca, ali kaj tašem. Zajce je obvezna obleka, nujna. Kaj pa recimo ponudiš potem gostom, ko pridejo do tebe za pusta? Krofe? Ne, vsak je imel svoje, recimo se spomnimo glavna osebnost, Rino Kudro. On je ponujal fižol, naprimer, ne? Pri Kudrotu se je jelo fižol od Kudrota, to je bilo nujno jesti, ne?
Potem v drugi hiši je bilo pohano meso, na primer. In tako da vsaka hiša je imela pač neko svojo glavno jed. No. Ja, kako pa preživiš? Že od kudrata, to je najboljša jed na svetu, pija. Ja. Če imaš eno glavno jed, pa drugo glavno jed, pa tretjo glavno jed, kako pa preživiš celo vas? To se gre naprej, od jutra do večera, brez nobenega problema. Aha, se pravi, v bistvu si vzameš dopust za pust. Točno tako. Ne bi znal reči boljše. In koliko časa traja, koliko je teh vasi, ki jih obkrožite v tem času? Od četrtka do, se pravi, glavni dnevi so nedelja, ponedeljek, torek. Tako si porazdelijo. Se pravi, ti 3 dnevi so intenzivni in potem seveda se konča pust in četrtek in petek so ogrevanje. Kaj pa sobotni pustovski večer? Tudi to je, seveda, tudi tam se dela. Jaz zdaj govorim toliko o pustu je zadnja leta sploh ne postoji. Ampak, ko sem bil manjši in najstnik, sem bil zelo zagrizen v tem. In potem pokopljemo, ne, tudi pust. Oziroma, mi ga v Boljuncu ga ne pokopljemo, ampak ga spustimo v zrak, ne. Nisi videla nikoli tega? Ne, kako to izgleda? Je Lovre, ki konča svojo delo, pač, ne, da prinese pust vsako leto in v zahvalo ga pač, vsaj smo tako delali, ga privežemo na balone, ne. Imamo ogromno enih balonov, Boljunik, ki je kot neka raketa, se da noter tega Lovreta, oziroma Lovre je tam skozi celo leto spet pride nazaj na pustno sredo in potem ga pošljemo spet v vesolje, upajoč, da se bo vrnil naslednje leto. To je Lovre. Se pravi, obstaja nek kraj, kjer verjetno vsi ti baloni tudi pridejo nazaj. Prav zaradi tega smo tole ukinili, ker ni bilo prav okolju friendly, če pravimo še en anglizem, kar je bilo pa simpatično, dokler smo še to počenjali. Na Lovreta smo prilimali eno pismo, ne, v več jezikih, slovenščina, italijanščina, nemščina in tako naprej. Napisali eno telefonsko številko in zraven: "Dober dan, jaz sem Lovre, če me najdeš, pokliči na to telefonsko številko." In zgodilo se je, recimo na vsake 7 približno tako let, da ga je kdo našel, recimo na zadnje sem šel tudi jaz, je poklical in je rekel: "Ok, dober dan, kdo ste?" Smo ti in ti, ki smo spustili Lovreta, če česte pridemo na obisk." In zgodilo se je 2015 po mojem, da smo šli v Chioggia, to je v Venetu, ne, zraven Benetk približno. Smo šli na obisk, cel avtobus Boljunčanov, pač Vaščanov, smo prišli dol k njim in slučajno so tudi oni glih takrat pustovali, ne vem zakaj so premaknili pust, tako da smo imeli 2 pusta tisto leto. Enega v Boljunci in enega, ko smo šli iskat Lovreta nazaj. Pa ste potem res vzeli Lovreta nazaj? Seveda, je prišel z nami. Sicer bi rad ostal tudi tam, ampak je na koncu se je vrnil, ja. Pa potem je šel spet naslednje leto? Seveda, pol je izginil, mi ne vemo kam gre skozi celo leto. Lovre pač dela svoje zadeve in potem nam pride, nam pove na pustno sredo in potem odide spet nazaj. Aha, ni pa šel prav daleč, ne, kaj je to, 50 km? 50 km, še zmeraj. Ti si bil v Chioggi kdaj? Ne, posebej ne z balonom. No, vidiš. Ne, kar nekaj teh običajev imamo mi na vasi. Živo je, no. Za 1. maj, na primer, tudi je krasna tradicija, ko dvigamo maj, ne? To je precej običajno tudi po drugih vaseh, kar mogoče ni, je tako zvana fantovska, ne? Kar nima pač veze potem s fantovščino ali drugim, to je skupina mladih, moških, seveda tudi dekliška na drugi strani, se pravi mladih fantov in mladih punc, in imamo neke obrede praktično, ne? Kjer se mlade fante sprejme v skupino in potem grejo skozi nek prav to, tajni obred, je kot neka iniciacija. Aha, tajni, sem te že hotela vprašati, kako izgleda? Ne boš zvedela nič, tako je. Samo recimo, ko sem jaz to, recimo bil sprejet pri 16 in tako naprej, ko se vrneš domov in spet vidiš tvojega očeta ali pa tvojega dedka in veš, da so oni približno enako naredili, gledaš z drugimi očmi, no, si del neke skupine, kar je zelo pomembno. Ampak, no, te lahko vsaj vprašam, kakšna čustva si doživljal ob tem? Je bilo recimo težko, te je bilo strah, si imel kakšne travme zaradi tega? Ne, travme ne, ampak vse to, kar praviš, ne, seveda, ok, ja, bo šlo, ne bo šlo, kako bo, in potem zabavno je, ne, enostavno. Zabavno, ker si, mislim, vsi nekako iščemo, ali skušamo biti del neke skupine, pripadati nečemu, ne,
in iščemo to stalno in ta je bila ena od teh stvari, ker recimo smo bili vsi držali skupaj in imeli nek ponos, da smo lahko del te skupine. Pa si s tem priboril neke pravice, kot da zdaj pa lahko nekaj, ne vem, sem pripravljen na poroko ali kaj takega? Ne posebno, recimo. Ne posebno. Bolj je tak občutek, da si v neki novi fazi, ne? Da odraščaš, da zdaj imaš neke nove odgovornosti, da si v stiku s starejšimi, recimo, da korakaš z drugimi moškimi po vasi, del obreda je tudi to, recimo korakanje do maja, na 1. maj, oblečen v kravato, greš kupiti, na primer, obleko za 1. maj. To ni nekaj tako samoumevnega, ne? Prav tak, nek mejnik je pomemben, no? Koliko si bil pa star, ko si to upravljal? 16. Ko si star 16 let, prideš v skupino pač, te navadijo teh poklicev, pozdravov, na primer, pozdrav obstaja, ne? Cenca fantje, kaj je, znarje, prav je, nezdravje, božjegni cencija. Sem promoš hitro, cenca fantje, kaj je, znarje, prav je, nezdravje, božjegni cencija, take zadeve. Pa za dekleta je podobno? Dekleta imajo, ja, tudi svojo skupino, ki so jo ustanovile kasneje pač, tako je. In zdaj je pa velika debata, ne? Recimo, punce je treba tudi vključiti bolj aktivno v to vaško zadevo, kar je absolutno prav, seveda normalno. Opažam pa, da te tradicije je zelo težko recimo načrtno spreminjati. Ne? Stvari se morajo pač nekako organsko, bomo rekli, spremeniti. Ker gotovo tudi začetek te fantovske je mogoče, ne vem, če je recimo padel z neba ali kar hočem povedati je to. Ko je to nastalo, so tudi verjetno starejši rekli, ma kaj delate, kaj so te zadeve, kaj so te novosti, kar je zdaj za nas tradicija. Ne? Tako da se bo pač stvar še vedno bo živela, po mojem, bo pa spremenila obliko gotovo. Ja. Koliko pa si sicer ti še kaj v vasi, razen da hodiš spat tja? Sem udeležen, če dalje manj seveda, ne? Če dalje manj. Ampak recimo za ta pustovanja, za te priredbe recimo teh lovrotov in tako, ker je vse zelo zabavno. Pri fantovski tudi me je če dalje manj, ker gotovo to morajo mlajši to peljati naprej, ne? Tako da malo, ampak še vedno, ali če ne drugo, se vidiš, na kak način ti o tem pripovedujem, navezan sem na to. Ne, saj to je zelo lepo. Povej torej, plani za naslednje leto, en koncert glasbeni mogoče? Plani za naslednje leto, ja, takole. Ena stvar, ki me zelo veseli, je spet ponovno sodelovanje s Slovenskim stalnim gledališčem in to bo februarja približno, začnemo z novim projektom, to bo Županova Micka. To bo že premiera takrat? Ne, ali... premiera bo nekje v sredini pomladi, aprila, vaje pa pričnemo po zimi, sredi zime. Tako da to me zelo, 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 zelo veseli. Ko že veš, koga boš igral? Ne še. Ampak poznaš pa besedilo? Poznam, zdaj sem si ga šel spet prebrati, ker to so pravno, recimo, gradivo ali tisto čtivo, ki smo ga ponavadi brali vedno v srednji šoli, tako da se določenih stvari seveda še vedno zapomnim, ampak zdaj seveda, ko imam neko odgovornost pri tem, ga berem in ga bom bral z drugimi očmi tudi. A ja, mimogrede, ko si rekel, brali ste ga v srednji šoli, ste potem v srednji šoli recimo brali tudi kanonsko čtivo 2 držav hkrati? Smo, seveda. Ne, šola deluje tako, da je glavni predmet slovenščina in vsi ostali tudi v slovenščini, matematika, prirodopis je bil takrat in to. Zraven pa je še predmet italijanščina, ker imaš praktično vse elemente jezika, od slovnice do literature in to je seveda od osnovne šole vse tja do srednje. Ne? Ja, tako da imaš vse dvojno. Kaj pa matura? V katerem jeziku si jo opravljal? V slovenščini. Pri predmetu italijanščina pa v italijanščini. Aha, se pravi, si moral imeti tudi italijanščino, ali si jo izbral? Ne, je bilo tako, da, če se ne motim, nekaj predmetov se je žrebalo, tako da ni bilo nikoli vseh predmetov, ne. Recimo na, ne vem, 10 predmetov, jih je bilo potem 7, ali na 12 je bilo 10 predmetov. Ki so vam jih oni določili. Takole. Tako da se je lahko zgodilo, da je italijanščina je bila na maturi, ali pa da je ni bilo. Ni pa tako, recimo, da si potem še 2 izbral? Jezika? Ne, na splošno predmeta.
Recimo, ne vem, zgodovina, psihologijo, karkoli že. Ne, mi nismo imeli te možnosti, da si lahko izbral predmete. Ja. Nope. No, mogoče tudi to še v prihodnosti. Ja, Ilija. Matura praviš. Ja, lej, zakaj pa ne? Če diplome nisi hotel, mogoče pa še eno maturo. Res je, še eno maturo, to je koristno. Nikoli ne veš. Nikoli ne veš. Ilija, hvala, da si vzel čas in se oglasil tudi pri nas v tem decembrskem vzdušju. Mimogrede, primerjava Lučk, Koper, Trst. Precej različna, ne? Kaj mi hočeš povedati? Zanima me še tako mal komentar z tvoje strani. Povej, Lučk? Lučk, ja. Jaz nisem tak velik fan božične atmosfere nasploh, tako da ne vem kaj bi poglobljeno povedal o Lučkah. Aha, jaz sem recimo noro navdušena nad nogometno žogo iz Lučk tukaj na krožnem križišču. Čestitam. To je zelo inovativno, se mi zdi. Tudi ogromni labod mi je kar pri srcu. Lepo. Se strinjam s tabo. No, drugič mi boš povedal še za Trst. Ja, hvala lepa za povabilo. Hvala tudi tebi. Slišimo te lahko kdaj? Med 8 in 10, praviš? Yes. Vsak dan? Ne. Torek, sreda, četrtek zjutraj. Melja, petek pa frej, saj si vendar kulturnik. Tako je. Ilija, hvala lepa za obisk. Tako, dragi gledalci, z nami je bil danes Ilija Ota. Če bi želeli mogoče še enkrat pogledati oddajo ali pa ste kateri del zamudili, le poglejte naš YouTube kanal Megafon TV, če ne pa se vidimo prihodnjič. Lep pozdrav.